V temle razmišljanju na glas o tem, katere so tri platforme, torej tri spletne platforme, ki jih potrebuješ, če prodajaš spletne tečaje oziroma če se kakorkoli ukvarjaš s spletnimi tečaji. Torej, tale epizoda je namenjena vsem, ki ponujate spletne tečaje, to se pravi, ali da jih prodajate ali jih pa imate mogoče bolj v neke marketinške namene, torej, da preko spletnih tečajev prodajate potem naprej vaše druge izobraževalne produkte. In sicer za vse, ki ponujate spletne tečaje, ne glede na to, ali ste zdaj samostojni izvajalec, pa ponujate recimo spletne tečaje posameznikom ali pa mogoče podjetjem, ali ste mogoče večji izvajalec, pa spet ponujate posameznikom ali podjetjem, ali pa celo tudi, če ponujate spletne tečaje znotraj neke lastne večje organizacije, kjer v bistvu mogoče tržite tako v narekovajih recimo programe drugim sodelavcem oziroma nekemu notranjemu osebju. Skratka, sama imam izkušnjo, da to deluje tudi na podoben način oziroma vse te tri platforme potrebujemo tudi v, bom rekel, nekih takih situacijah. Zdaj, katere so te tri platforme? Prva je spletna stran, druga je email marketing sistem in tretja so spletne učilnice oziroma LMS platforme oziroma Learning Management Systems. Tako da v nadaljevanju podrobneje o vsaki, zakaj jo potrebujemo in pa zakaj jo potrebujemo. Torej, prva platforma so spletne strani. Zdaj tukaj, če vam je na tem mestu kdorkoli rekel, da za začetek biznisa ne rabite spletne strani, je velika verjetnost, ali da ne dela v tej branži, v kateri smo mi, to se pravi, da ni v edu-biznisu, v edu-podjetništvu, ali pa da v bistvu dela z nekimi produkti, ki niso digitalni, tako da oziroma pač ne uporablja vseh teh zadev. Moje mnenje osebno, pa pač bom rekla na podlagi prakse, ki jo vidim, je to, da ena od osnovnih stvari je spletna stran. Zdaj seveda ta spletna stran ni treba, da je neka kompleksna stran, ne. Zdaj, če ste malo podjetje ali pa samostojni izvajalec, ne rabite, pa da ste začetnik, ne rabiš imeti neke fancy šmensi spletne strani, ki ima, ne vem, 50 podstrani, pa spletno trgovino, pa ne vem, kakšne spletne obrazce, pa ne vem kaj. Spletna stran je dovolj za začetek, to se pravi, predvsem za začetnike je dovolj, da je to tako, temu se reče one pager, to se pravi, da je to tako ena stran. En primer si lahko pogledate v bistvu na moji spletni strani, če greste na edugodek.si, pa če si pogledate samo prvo stran, na katero preletite, je to lahko neke vrste tako imenovan one pager oziroma enostranska spletna stran. Zdaj pri meni seveda potem linka še naprej, za začetek je pa to lahko dovolj, da je tam nekih 5 sekcij, to se pravi nekih takih 5 blokov, kjer se opišete, kjer poveste, kaj ste, kdo ste, kaj delate in tako naprej. Zdaj, če ste večja organizacija, pa itak spletno stran že imate in je potem pač tekom, mislim, v del vašega sistema in je potem samo treba pogledati, kako lahko pridete do tega, da čim bolj izkoristite za predstavitev svojih spletnih tečajev. Ker namreč, zakaj sem zagovornik tega, da pač spletno stran rabimo? 80% ljudi, to je ena statistika, ki mislim, da še kar drži, pa se najbrž tudi povečuje, 80% ljudi najprej pogugla zadeve. To se pravi, zdaj sem tako rekla, če ste mogoče, če delate v nekem novem sektorju, v smislu, da ste se do zdaj ukvarjali, ne vem, da ste se ukvarjali z neko stvarjo, ki si jo prodajo več ali manj ena na ena ali pa v neki fizični obliki na terenu in tako naprej, zdaj vstopaš, ko greš v svet spletnih tečajev, vstopaš tako rečen v nov svet, v nov sektor in to je digitalni sektor. To pomeni, da so tudi stranke druge in imajo drugačne navade. In to pomeni, da v bistvu te stranke so navajene drugačnega pristopa, kot so tiste, ki so mogoče prišle pred, ne vem, ali v fizično trgovino ali v nek fizičen prostor ali kakorkoli. Te stranke so navajene in delajo po tem principu, da iščejo stvari na Googlu. Zdaj tukaj jaz velikokrat vidim sploh pri edu-podjetnikih, začetnikih, ki imajo recimo na začetku samo nek email marketing sistem, o čemer bomo v nadaljevanju. In te email marketing sistemi seveda tudi omogočajo, da narediš en tak landing page, to se pravi neko tako predstavitveno spletno stran, pa da zbiraš prijave, pa tako naprej. Ampak, kar je ponavadi problematično pri teh email marketing sistemih, je to, da imajo pol en čuden link. Tam piše, ne vem, subscribe me, ali pa ne vem, mail subscribe, mail email list ali karkoli. Če delaš svoj brand, je to ključno, da ljudi peleš na eno spletno stran, kjer je prvi en normalen link, da se pač ljudje tudi lažje zapomnejo,
da ne iščejo, recimo, ne vem, že moje ime, edogodek.si, pa je kratko, pa tako naprej, ne, pa dostikrat ljudje rabijo kar nekaj časa, preden si to zapomnijo, pa najdejo. Kje je šele pol tista varianta, da bi šel nekdo googlat vaše ime ali pa vaš tisti program ali pa karkoli. Ljudje si pač tega ne zapomnejo, ne. Tako da v bistvu bolj, ke je eno tako ime, lažje bo, pa pač tudi bolj profesionalno izgleda, ne. Zdaj, kaj googlajo, ne? Googlajo v bistvu ljudje, grejo googlat prvo kot prvo informacije o vas. Zdaj, sploh če spletne tečaje prodajate kot, bom rekla, samostojni izvajalec, to se pravi, če ste vi kot predavatelj, ne, ker pač v večjih organizacijah se zna zgoditi tako, da se spletne tečaje zapakira, da jih v bistvu organizacija prodaja in se niti ne ve, kdo je bila tista dotična oseba, ki je to snemala ali pa pripravljala. Medtem ko v manjših organizacijah oziroma solopodjetniki smo mi tisti, ki v bistvu tržimo sami sebe, ne. To se pravi, v bistvu mi tržimo sebe kot strokovnjaka. In ena ključnih zadev je seveda, pač ljudje gremo poguglat, ne, kdo je ta oseba, kakšne reference ima, skratka, mogoče preberemo kakšen zapis, zato da tudi vidimo, kakšne vrednote ima, kakšno filozofijo dela in tako naprej, ne. In zdaj, če pač te spletne strani ni, pa nečesa takega ni, ne, bojo zdaj ljudje našli pač tam na Facebooku ali pa nekje kakšne vaše zapise, pa so lahko tudi čisto, bom rekla, niti niso strokovni ali pa karkoli, ne, pač nekaj pač bolj osebnega ali kakorkoli, ne. Druga stvar, ki pa jo googlajo ljudje, je pa tudi informacija o programu. Sploh, če ta program, ne vem, ljudje se ne odločijo, to ni, jaz temu rečem, to ni hlebec kruha, ki greš v štacuno, pa ga vzameš direkt iz police, ne. Velikokrat so spletni programi, sploh, če so, bom rekla, majčkeno višjega cenovnega razreda, da niso glih zdaj tam, ne vem, par evrov ali pa par 10 evrov, se ljudje ne odločijo kar tako, ne. Mislim, redko kdo kupi kar tako, zdajle, ker pomislite na svoje nakupe, saj ne greste kupiti nečesa, ki stane, ne vem, 200 evrov, bom rekla tako, kako se reče že tisto, hipni nakup, ne. Tako da ljudje se vračajo, ne, ljudje se vračajo, večkrat pogledajo, raziskujejo in tako naprej. In zdaj, če imate to samo eno objavo na Facebooku, ali pa link na Facebook dogodek ali pa ne vem, karkoli že, ne, ali pa na Instagramu ali pa v končni fazi na LinkedInu ali kjerkoli, ne, ljudje več ali manj, ne vem, če sploh uporabljajo funkcijo, da shranjujejo tele zapise, pa tudi ne vračajo se in tako naprej. Skratka, tisto, kamor bojo šli pogledat, je večja verjetnost, da bo vaša spletna stran. Tako da tukaj je res ključno, no, da imate spletno stran. Tako kot sem rekla, spletna stran ne rabi biti kompleksna, spletna stran raste s tabo in s tvojim biznisom. Na začetku, tako kot sem rekla, čisto ena majhna stvar, vsaj to, da se predstavite, da imate napisane mogoče neke osnovne reference, potem pa, ko bojo vaše potrebe večje, bo potem tudi spletna stran rasla z vami in bo večja in bolj kompleksna in tako naprej. Zdaj, kar se samega orodja tiče, pa mogoče moje osebno priporočilo. Jaz sem zelo zagovornik tukaj, da greste na WordPress. To se pravi, če spletne strani še nimate in se odločate, katera platforma, bi jaz priporočila WordPress. Poznam kar nekaj platform, sem postavljala v različnih platformah zadeve. WordPress po mojem mnenju še zmeraj zmaga, ker omogoča torej to varianto, da je od nekega čisto simpel, preproste spletne strani do, bom rekla, česarkoli pravzaprav si lahko izmislite, ne. To se pravi, če vaše podjetje zraste v 5 letih do take mere ali pa ne vem, še prej ali pa v 10, do take mere, da rabite ne vem kakšne kompleksne zadeve, je vse mogoče, ne. Praktično vse, mislim, ni da ni, ne. Za začetnike oziroma tudi na začetku je pa super tudi to, omogoča recimo tudi kreiranje brezplačnih interaktivnih gradiv, tako da tukaj lahko, o tem bom še več v prihodnjih mesecih razlagala, po prihodnjih objavah. To je področje, ki sem ga majčkeno zanemarila oziroma ga nisem toliko izpostavila. To se pravi, da se delati brezplačno, torej tudi ta interaktivna gradiva, dodajate lahko, pač zadeva je odprtokodna, kar pomeni, da se slej ko prej se najde nek vtičnik, ki zadosti vašim željam in potrebam, medtem ko razne druge strani, kot so Wix, Weebly in tako naprej, so sicer super za začetek, bom rekla, tudi mogoče kot ena taka osnovna predstavitvena stran, ampak je tako, ne, ponavadi se človek na neko stvar navadi in potem je težje se preseliti nekam drugam, ne. Tako da tukaj, če ste v tej fazi, bi jaz potem vam priporočila, da razmišljate o WordPressu in pa v bistvu ena super stvar je tudi to, da WordPress v bistvu tega pa praktično ne omogočajo druge platforme,
omogoča kasneje tudi, recimo, če se kasneje odločite, oziroma če se odločite, imate lahko znotraj te platforme tudi svojo lastno LMS platformo, torej spletno učilnico, o čemer bom pa v nadaljevanju tega predavanja še govorila. Tako da zapomnite si, 80% ljudi pogoogla, tako da če ne drugega, naj vam bo to motivacija, da se ljudje vračajo in pa tudi, če kasneje se odločite za kakršnekoli marketinške podvige z raznoraznimi marketinškimi strokovnjaki, prva stvar, ki bo marsikateri digitalni oglaševalec od vas pričakoval, je, da namestite, ne vem, Facebook Pixel pa Google Analytico pa take zadeve, ne, in to definitivno pač morate namestiti na spletno stran, ne pa ne gre nikamor drugam. Evo, zdaj pa nadaljujemo še z email marketing sistemom. Ok, email marketing sistem, najprej mogoče to, da asociiram za tiste, ki vam je to novo. To so raznorazni te sistemi, kjer v bistvu vi, recimo, vi kot, oziroma bom tako rekla, vi kot moj udeleženec, bom rekla, ne, vpišete podatke in potem vas jaz lahko prek tega obveščam. To se pravi, tisto, kar vi dobite od mene, recimo, čez teden, razne novičke, razna obvestila, ki jih dobite na mail, to se pravi, to jaz upravljam z email marketing sistemom. Zdaj tukaj mogoče asociacija še na platforme. Imamo platforme, najbolj poznane trenutno so recimo Mailchimp, MailerLite, to mislim, da sta ene dve, ki se pravzaprav posod pojavljata, drugače pa teh email marketing sistemov veliko. In kot že ime pove, so predvsem za marketing, ne. To se pravi, te email service providerji, to se pravi, v bistvu podprejo torej ta naše maile, ne. To se pravi, zbiramo lahko maile in jih potem pošiljamo naprej. Seveda tukaj moramo biti tudi skladni z GDPR-jem in tako naprej. Skratka, večina teh sistemov to tudi podpre na ta način, tako da se ne rabimo ukvarjati zdaj še s temi zadevami. To se pravi, tako, zakaj jih rabimo, ne? To se pravi, tako kot sem že rekla, za obveščanje. Zdaj to seveda ne pomeni, da samo obveščate, zdaj imam pa nov program ali pa zdaj pa odprta nova skupina, zdaj pa ne vem, prodajam to pa to. Sploh, če se greste, bom rekla, nek tak, če se greste neko tako e-podjetništvo, kjer pravzaprav veliko delate na tej neki strank v digitalnem svetu, tukaj potem pač pride v poštev, da vzdržujete tudi stik, bom rekla, z raznoraznimi novicami, kjer obveščate mogoče o novostih z vašega področja, o kakšnih tipsih in triksih, to se pravi raznih nasvetih in tako naprej, ne. Lahko pa, mislim, zdaj pač fino je, to se pravi, da tukaj ni zdaj nek sistem, ki samo bombardirate stranke z plačljivimi programi, ne, ker vsakič, ko boste poslali, se vam jih bo več odjavilo stran, ne. Mi želimo tukaj nekako neko vzdrževanje tega stika s strankami, hkrati pa pač najdete tudi nek sistem, ne, zdaj to je pač potem stvar strategije celotnega marketinga, kaj vi počnete s tem email marketingom. Kaj počnete pač s tem email marketing sistemom oziroma na kakšen način vzdržujete te stike, tako da jaz tukaj v to zadevo ne bi šla, ker se pravi, je stvar širše strategije, marketinške strategije, jaz osebno se sicer s tem ne ukvarjam, mi je pa, vidim pa iz tega vidika, ne, da v bistvu je to ena od stvari, ki jo boste potrebovali, ne, tako da stranke, ki pridejo in delajo z mano 1 na 1 ali pa v programu Spletni edukator, ne, slej ko prej naletite na to, ne, imate izdelan tečaj, potem pa ne veste, kaj zdaj z njim početi, ne. Tako da tukaj res dajte pozornost na to in pa pozoren je treba biti, da je email marketing sistem primeren za tvojo branžo. Kar pomeni, če je tvoja prijateljica, ki se ukvarja z, ne vem, XY zadevo, rekla, da ona uporablja, vzela, ne vem, Mailchimp, pa ne želim nič proti kateremukoli sistemu, ampak recimo, da je, da ne ful dobro deluje Mailchimp, pa enostaven je pa gor dol, ne, pa se pa ti odločiš za Mailchimp, po možnosti še za ono brezplačno verzijo, ki ima ful omejitev in potem kar naenkrat v eni fazi ugotoviš, da ne moreš ljudi v različne skupine dajati, da ne moreš narediti več različnih, ne vem, promocijskih kampanj, da ne moreš, ne vem, ljudi označevati, kam pašejo in tako naprej. Skratka, kar naenkrat prideš do enih omejitev, ki močno vplivajo na to, koliko si ti lahko olajšaš ta svoj sistem dela, marketinškega dela, ne. Tako da tukaj dajte res biti pozorni, jaz zdaj pač sistemov je teh toliko veliko, da tukaj ne morem zdaj reči pa dati roke v ogenj,
ta pa ta je res dober, ne. Tudi je odvisno, koliko imate veliko bazo ljudi, če jo že imate, ali pa koliko v bistvu kje ste, ne, v biznisu. Jaz osebno uporabljam sicer GetResponse, ki mi omogoča in mi trenutno res moram reči, da večino stvari mi omogoča, vse te zadeve, kar trenutno jih rabim in se da lepo delati, bom rekla, bolj kompleksne zadeve, ne. Namreč pri email marketing sistemu je tudi ena luštna zadeva. Če imate dober sistem, boste vi lahko tudi tako imenovano segmentirali svoje kupce oziroma svoje stranke. Kaj zdaj to pomeni? Zdaj, da majčkeno vas izobrazim v tem smislu, da tudi potem, ko iščete rešitve pri mogoče drugih strokovnjakih. Mimogrede, če kadarkoli kateregakoli strokovnjaka za katerokoli od teh zadev rabite, se seveda lahko tudi obrnete name, pa vas usmerim na tiste, ki sem jih jaz prepoznala nekako, da so dosti dobri strokovnjaki na svojem področju, skratka, da so to osebe zaupanja vredne. Gre pa predvsem za to, da v email marketing sistemu, če pač imamo res dober email marketing sistem, pa s tem, da to ne rabi biti nek drag sistem, to je ponavadi tam 20-30 evrov na mesec, pa že imate, bom rekla, solidno platformo. Skratka, email marketing sistemi nam omogočajo, da lahko rečemo, aha, Frančka se je pa zdajle vpisala v ta pa ta tečaj in ji dam tako in tako oznako, torej tag. In potem jaz rečem, aha, vsi, ki imajo tak pa tak tag, torej vsi, ki imajo tako pa tako oznako, so v temle pa temle segmentu. Recimo rečem segment kupci spletnega tečaja XY. Ne? Kar pomeni, ko jaz promoviram spletni tečaj ali pa ko pišem objavo, ki promovira spletni tečaj XY, ne bom tega pošiljala vsem tem, ki so že kupili, ampak bom izključila. Ne? Bom rekla, pošlji vsem, razen tistim, ki so označeni z kupci spletnega tečaja XY. Ne? In tukaj imamo potem takoj tista varianta, da lahko bolj konkretno targetiramo ljudi, tiste, za katere je relevantno. Ne? Zakaj bi Micka, kako smo že rekli, je bila Frančka ali Micka, ki je že kupila spletni tečaj, zakaj hudiča bi pošiljali še enkrat povabilo v spletni tečaj, ne? To je zanjo spam, zanjo je to nepotrebna pošta in tako naprej. Ne? Tako da tukaj pač to marsikaj omogoča od te tudi avtomatizacije, ne? Da recimo rečete, aha, sem ki v 2 dneh od pošiljanja mojega zadnjega maila niso odprli in pošli še tale pa tale mail. Ne. Skratka, tukaj v bistvu potem, to je seveda sicer zadeva, ki pride v poštev potem, ko imate postavljene neke osnove in ko počasi rastete, ne, pridejo, take želje, ki vas zelo lahko podprejo. Pač ti sistemi vas res lahko zelo na eleganten način podprejo pri avtomatizaciji, pri marketingu, torej pri tem digitalnem marketingu, pri prodaji in tako naprej. In pa še tretja platforma, to so pa spletne učilnice oziroma Learning Management sistemi oziroma LMS sistemi, torej sistemi za upravljanje učenja. Zdaj tukaj moje mnenje je tako, ne, če se greste biznis, torej e-do-biznis in neko, ali pa e-do-podjetništvo, spletno e-do-podjetništvo in če so pač spletni tečaji zadeva, s katero se ukvarjate in jo prodajate, boste težko prišli skozi brez LMS-a. Lahko se greste, bom rekla, LMS na Facebooku, lahko se greste LMS oziroma pač spletni, bom tako rekla, ne LMS, ampak lahko se greste spletne tečaje preko Facebooka, lahko se greste spletne tečaje preko e-maila in tako naprej. Ampak slej ko prej, ko boste prišli do točke, da želite zrasti, pa da želite biti, bom rekla, predvsem uporabniku prijazni, boste videli, da rabite Learning Management System. Ne? Tako da jaz tukaj pravim, ne, to je tako, kot da bi se, ne vem, zdaj karikirala, zobozdravnik šel v zobozdravniški biznis, pa nima svoje ordinacije oziroma nima, ne vem, orodij za delo. Ne? Ali pa, ne vem, da se greste, ne vem, manikuro, odprete biznis za manikuro, manikiro, pa v bistvu pa nimate, bom rekla, nekih osnovnih zadev in tako naprej. Ali pa karkoli, šiviljski biznis, pa nimate spletnega tečaja, šivalnega stroja. Skratka, to se meni zdi pač, da je treba vzeti v zakup. Razumem, da na začetku, če ste začetnik, ne, zdaj tole bom tako rekla, tisti, ki ste večja organizacija ali pa neka organizacija, ki se ukvarja s spletnimi tečaji, je velika verjetnost, da LMS že imate. Nimamo tukaj kaj karkoli razpravljati, razen to, da pač LMS mora biti primeren za potrebe vašega edu biznisa. Ne. To se pravi, različni LMS-i,
tudi spet, koliko ti email marketing sistemov, je tudi teh LMS sistemov, danes teh sploh, ki so v oblakih, je na stotine, ne. Zdaj, seveda v slovenskem, če delate slovensko govorečo publiko, je predvsem treba paziti na to. Prva točka, ki jo pogledate, je to, da LMS omogoča lokalizacijo v slovenski jezik, predvsem tistega dela, ne, saj vi ne rabite imeti lokalizirano tistega dela, ki ga vi upravljate kot administrator, ampak rabite pa tisti del, ki ga vidijo vaši udeleženci, ne. Tako da, če tega vaš sistem ne omogoča, je velika verjetnost, da pač ni primeren. Pa potem ceno, da pogledate pač tisto, kolikor ste pripravljeni plačati. Zdaj, za sisteme, za, bom rekla, neke manjše organizacije, za neke začetne biznise, so cene zdajle, ne morem več reči, da so pod $50, ker so namreč vse cene šle več ali manj gor. Tako da dve platformi, ki sta, bom rekla, med najboljšimi za, bom rekla, neke manjše organizacije, pa neke začetne projekte, sta Teachable pa Thinkific, ki omogočata v bistvu ki omogočata pač torej, bom rekla, neke te osnovne zadeve, pa tudi sta zelo vezane, bom rekla, bolj na ta marketing pa prodajo, tako da podpreta tudi veliko teh stvari. Pa so zdajle šle cene že majčkeno gor, to se pravi v času tega snemanja tele epizode, tegale e-predavanja je Teachable recimo $59 na mesec in Thinkific je sicer nekih 47, ampak se tudi že obeta cena višja, to se pravi, da bo 99 na mesec, medtem ko LMS-i za podjetja, ne, ki imajo spet neke specifike, ne, recimo LMS-i za podjetja potem omogočajo razne bolj kompleksne zadeve, ne. Recimo ena taka zanimiva zadeva je, da recimo lahko zapreš, če nekdo gre ven iz brskalnika, kjer se predvaja tvoja video lekcija, pa da gre recimo v tem času na YouTube ali pa na katerokoli drugo aplikacijo, mu avtomatsko neha šteti oziroma neha predvajati video v LMS sistemu, ne. Ampak to so pač stvari, ki jih recimo, ne vem, mi podjetniki mogoče ne rabimo, če ne prodajamo tega, bom rekla, nekim ciljnim skupinam, ki so, ne vem, ki rabijo neke posebne zahteve. Mogoče za podjetje pa to pomemben faktor, recimo, ne, zdaj pač je zelo odvisno od tega, kakšne tečaje prodajate, komu jih prodajate, a so zdaj pač to vsebine, ki so kakorkoli zakonsko obvezne, pa je treba pač nekako zagotoviti še dodatne zahteve in tako naprej. Zdaj, tako kot sem rekla, no, pač na začetku ja, razumem, da pač če ste podjetnik, pa šele tipate, ali je to vaša smer ali ni vaša smer, ok, naredite par testnih zadev, bom rekla tako, da ne gre brez potrebe po, bom rekla, nekih zahtevnih platformah. Načeloma vse te platforme omogočajo, bom rekla, tudi neke brezplačne postavitve tečajev, ne, kar pomeni, imajo sicer določene omejitve, ampak to, da se preizkusite, mislim, brezplačno v smislu, da je za vas brezplačno, ne. Ampak je treba tukaj v zakup vzeti, pač, da brezplačne zadeve imajo vedno neke določene omejitve in slej ko prej je treba pač denarnico odpreti, sploh če se želimo nekaj konkretnega iti, ne. Sem pa jaz tukaj zelo zagovornik tega, oziroma zmeraj bom rekla tako v tem smislu, ne. Tudi če date $59 na mesec, verjemite, z enim prodanim spletnim tečajem ste noter prinesli, ne. Ali pa če ste, ne vem, če vam je to prineslo, ne vem, 10 potencialnih kandidatov, potencialnih strank, ne, recimo, da imam jaz brezplačen spletni tečaj, pa se v njega v enem mesecu vpiše 100 ali pa 150, ali pa tudi če se samo 50 ljudi vpiše v en tak brezplačen spletni tečaj, pa sem še zmeraj prišparala tistih €59, ker mi ni bilo treba tega predavati, ne vem, 10krat v enem mesecu ali pa ne vem, na ne vem kakšno lokacijo, ne vem kam po Sloveniji ali pa kamorkoli iti in tako naprej. Tako da dajmo res gledati te zadeve iz tega vidika, to se pravi, kadar sami pri sebi mogoče, ker jaz vidim tole, sploh pri podjetnikih, začetnikih, se jim kar naenkrat zdi to neka huda investicija, ampak dajmo to gledati, to je pač tako, kot bom rekla, zdravnik rabi ordinacijo, zato da lahko ordinira, imamo mi srečo, da lahko to najamemo samo za €59 na mesec, ne pa za 500, kakor bi rabili, če imamo, ne vem, recimo salon, ne, zdaj karikiram, pa dajem cene mogoče iz osrednje Slovenije. Tako da tukaj je pač, bom rekla, je ta investicija še zmeraj dosti majhna, varna, odpoveste kadarkoli, če vidite, da zadeva ne gre, ali pa da vi ne greste v to smer ali kakorkoli, ne. Predvsem je pa to pomembno, no, za naše udeležence. Bodimo udeležencem prijazni, našim uporabnikom prijazni, to naj bo pač naša
naše glavno vodilo zmeraj, ne ali meni težko dati 59 evrov za to, da se bo 100 ljudi lahko učili z mano, ampak kaj bo teh 100 ljudi imelo od tega, če gre in ima neko dobro spletno izkušnjo v LMS sistemu, ne da iščejo zdaj tamle po Facebooku, kje smo nazadnje, kje smo kaj objavili, kje je zdaj ta Facebook skupina, kje je zdaj tista objava izpred 2 tednov in tako naprej, ne, kje je zdaj tisti video. Verjemite, sama imam za sabo tudi izkušnje, kjer sem bila udeleženec v programu, ki ni imel LMS-a, glejte, bila sem zaposlena, zame je bil to, bom rekla, ena dodatna stvar, ki sem jo delala, ne vem, ob 8 zvečer, ko sem preletela po celem dnevu iz službene poti. Verjemite, da nisem imela časa raziskovati pa iskati po mailih, v katerem mailu mi je moja mentorica to poslala, po WeTransferju dol pobirati zadeve v roku 7 dni, pa tako naprej. No. Saj zdaj, pač, če imate kakšno tako izkušnjo za sabo, potem že veste, kako je to neprijazno in v bistvu bom rekla, škodi na nek način škodi vašemu biznisu. Ne. Nečem zdaj tukaj delati nekakšne koli velike reklame, ampak v tem smislu pač to je del biznisa in to za moje pojme pač v neki fazi, ko se odločiš, da greš zares, ko greš all in, ne, ves cel v to zadevo pač potrebuješ. Zdaj, katere platforme, kakorkoli, tako kot sem rekla, platforme imajo vsaka neke posebnosti, tako da tukaj je treba pač potem raziskati, kaj so tiste potrebe biznisa. Mogoče, če sem že prej omenila LMS-e za podjetja, recimo en primer pač nekega takega posebne funkcionalnosti, ki jo mogoče neko podjetje potrebuje. Imamo recimo pa za podjetnike oziroma za manjše organizacije platformi, recimo Teachable pa Thinkific, pa spet sta zelo različni. Ne. Mislim, po eni strani nudita enake zadeve, torej to, da naložimo noter materijale, pa to, da je spletna učilnica, pa to, da, ne vem, tiste osnovne zadeve, skratka, ne. Medtem ko imata potem vsaka neke posebnosti, ne. Recimo Teachable omogoča, da delate gor individualne coachinge, ne, kar pomeni naredite, bom konkreten primer dala, ne, jaz, ki imam program Spletni edukator, odprto skupino, imam recimo prostorček, kjer želim zagotoviti individualnost svojim strankam, da vsak spletni edukator dela na svoji vsebini in je ne deli z vsemi ostalimi. Imam poseben prostorček, kjer v bistvu, bom rekla, neko tako posebno učilnico, ki se reče Coaching Product, kjer v bistvu vsaka oseba oddaja svoje materijale, je v komunikaciji z mano in tako naprej, ne. In se ne rabi vzpostavljati sebe in svoje vsebine v nekem skupnem prostoru. Meni pa to zelo olajša tudi, bom rekla, z tega organizacijsko administrativnega vidika, ne, ker imam točno vem, tlele grem lahko pogledati, da vidim, koliko so udeleženci, ali so mi že oddali nalogo ali niso. Ne rabim zdaj po e-mailu brskati, kdaj mi je nazadnje kdo oddal kaj, pa tam si zapisovati mogoče v nek Excel ali pa beležko ali pa karkoli, kdo mi je že oddal, pa kdo mi ni oddal, pa tako naprej, ampak imam vse tam. Še boljše, ne, v bistvu celo skopiram, ne, naredim nalogo za enega oziroma opišem aktivnost za eno osebo, za ostale samo skopiram in tako naprej. Ne. Skratka, pač to je recimo ena od majčkeno bolj specifičnih funkcij na Teachable platformi. Ne. Potem imamo pa recimo Thinkific. Ne. Thinkific ima pa eno super varianto, ki je zelo dokaj nova, so pa communities. Ful super za vse tiste, ki imate podporo zraven, tudi bom rekel v smislu nekega engagementa, v smislu nekega spodbujanja, sodelovanja tekom programa, ker je to v bistvu, bom rekel, neke vrste nadomestek platforme Facebook. Ne. To se pravi, udeleženci pridejo noter in je to tako, kakor da so v bistvu kot da so na Facebooku, ne. Lahko objavljajo svoje fotke, lahko napišejo kakšno vprašanja, vi se lahko tam javite v živo in tako naprej. Ne. Skratka, zmeraj je treba pač potem pogledati, torej prvi vidik, kaj točno si jaz v svojem biznisu želim, kaj je tisto, kar bom delal, ne, ker tudi vsak, ki prodaja spletne tečaje ali pa spletne programe, imamo pač edupodjetniki in spletni edukatorji imamo različne potrebe potem, na kakšen način bomo to delali, kaj točno rabimo in tako naprej. Tako da tukaj jaz kar vztrajam, ne, da si vzamete kar tisto uro, 2 časa, raziščete obe platformi. Na moji spletni strani imate, torej na edogodek.si, imate rubriko edogodek.si pošiljnica menedžiraj, oziroma če greste na edogodek.si pod storitve in programe, boste najdli torej tudi en tak zelo poglobljen članek
o teh LMS-ih, torej Teachable in Thinkific. To sta pač dve platformi, ki sem se jaz nekako odločila, ker sem presodila pač na podlagi moje prakse, da sta najbolj primerni za slovenski trg, predvsem zaradi lokalizacije, pa pač seveda potem, da sta primerni za manjše organizacije, ker ne predstavljata nekega, bom rekla, enormnega stroška, ne. Tako da, evo, toliko o teh LMS-ih. Drugače pa o LMS-ih govorim tudi kar nekaj v brezplačnem spletnem tečaju, kako narediti učinkovit spletni tečaj. Tako da vabljam, da če tega brezplačnega uvodnega spletnega tečaja, to je res uvod v vse zadeve, kar počnem in o čemer učim in kar se lahko sploh od mene naučite v trenutni fazi. Na začetku, ne, je to, da greste, bom rekla, čez ta brezplačen spletni tečaj, kjer res si pogledate, v bistvu spoznate in proces kreiranja spletnih tečajev, od tistih zelo enostavnih, ki jih posnamemo, bom rekla, iz spletno kamero in PowerPointom ali pa Canva prezentacijo in računalnikom, do bolj kompleksnih zadev, ki jih mogoče delamo bolj, bom rekla, neka interaktivna gradiva, skratka tudi tistega dela se majčkeno dotaknem. In pa seveda razložim potem, kje v tem procesu pridejo na upoštev tudi spletne učilnice in kaj je njihova vloga, kaj v teh spletnih učilnicah lahko počnete. Vse ostale zadeve, od spletnih strani do email marketing sistema in tako naprej, tako kot sem rekla, nisem zdaj strokovnjak v smislu, da bi jaz to počela. Zadeve zelo dobro poznam, ker jih pač sama uporabljam že vrsto let v različnih okoljih, tako da so mi pač jasne in jih znam uporabljati in tudi, ne vem, kakšno WordPress stran, oziroma kar nekaj WordPress strani sem že postavila, ni pa to zdaj moja, pač postavljam zadeve in uporabljam zase, tako da tukaj iz tega vidika pač sem vedno na voljo za pogovor, ko delamo 1 na 1 v okviru programa Spletni edukator, oziroma v okviru pač teh mojih storitev, bom rekla, v povezavi s spletnimi tečaji, tako da sem tukaj čisto odprta vedno, ne vem, tudi recimo, ko bomo imeli zdaj tole odprto izvedbo programa Spletni edukator, je 1 ura namenjena čisto individualnemu delu z vami in takrat v bistvu lahko potem spregovorimo tudi o bolj takih zadevah. In vas seveda, kadar pride do potrebe potem, da greste naprej ali pa da želite podporo tudi v tem segmentu, vedno lahko vas podprem tudi s tem, da v bistvu vas usmerjam na druge izvajalce, na take izvajalce, ki vem, da so specializirani za to področje, da razumejo vaše potrebe in predvsem, da komunicirajo vaš jezik, to se pravi, da razumejo, ne vem, da se ne pogovarjamo v kodah, ampak da se pogovarjamo v jeziku, ki je razumljiv. Torej, upam, da se vidiva notri, kot res običajno rečem, torej v spletni učilnici. Zdaj, kot sem rekla, prva štartna točka je brezplačni tečaj, uvodni tečaj, kako narediti spletni tečaj. Urico pa pol, dobro urico pa pol trajajoč tečaj, kjer si pogledate, res razložim vse zadeve, dobiš, bom rekla, tudi konkretne naloge, da vidiš, kako pač tudi izgleda, da izkusiš tudi to spletno učenje, da izkusiš, bom rekla, spletno učilnico, ne, to se pravi, zdajle smo o LMS-ih govorili, da izkusiš, kaj pravzaprav ena taka konkretna izkušnja v enem takem profi sistemu tudi pomeni. Zdaj, za dostop do tega brezplačnega tečaja pa kukaj na eDogodek.si spletno stran. Nekje na spletni strani, že čisto na začetni strani najdeš dostop, link za dostop do tega brezplačnega tečaja, drugače pa direktni link je eDogodek.si // brezplačno oziroma brezplacno. Če si pa ta program že predelal, oziroma tudi če ga nisi, pa si pripravljen na neko konkretno realizacijo kakšnega spletnega izobraževalnega projekta, zdaj bodi se to, bom rekla, čisto preprost projekt, čisto tvoja prva, bom rekla, štartna pozicija, ali pa mogoče iščeš že kakšno tudi bolj kompleksno rešitev, pa pokukaj na eDogodek.si strani pod rubriko Storitve in programi in pa, tako kot sem rekla, pod rubriko v rubriki na eDogodek.si spletni strani v rubriki Aktualno so vedno objavljene tudi razne aktualne zadeve, ali so to odprti programi, ali so to kakšne e-delavnice in tako naprej. Tako da, jaz pa na tem mestu ti želim samo še prijetno e-dogodkanje.